če pogledam v zadnjih letih, je bilo na področju izobraževanja odraslih v naši občini narejen res velik korak naprej. Občina Ajdovščina je v lanskem letu sprejela strategijo razvoja občine do leta 2030. Absolutno nam je pomembno, da smo vključujoča, zdrava, kulturna in na znanju temelječa družba. Trenutno so naše ciljne skupine na področju izobraževanja, s katerimi delamo predvsem mladi, izobrazbeno prikrajšane skupine, tukaj so mišljene predvsem ranljive skupine, kot so brezposelni, in pa tudi starejši prebivalci. Ves ta razvoj, ki ga beležimo v zadnjih letih, ni naključje. Kot občina smo se pravzaprav na tem področju postavili v neko središčno točko, v neko stičišče tako tistih javnih inštitucij na eni strani, kot tudi gospodarstva in drugih zasebnih subjektov na drugi. Pomeni, želimo dejansko usklajevati celosten razvoj našega okolja. Imamo dober primer sodelovanja, prav lokalno partnerstvo za povečevanje zaposlovanja mladih. Razmišljala sem o mojih možnostih, o nadaljnjem študiranju oziroma o zaposlitvi in se takrat sprav po naključju prijavila k njim in se odločila za sodelovanje. Ko se je program zaključil, sem se zaposlila in potem tudi nadaljevala s študijem na podiplomskem programu. Občina je tudi v lanskem letu naročila dejansko izvedbo analizo potreb po kadrih v podjetjih in ostalih delodajalcih v prihodnjem 5-letnem in 10-letnem obdobju. Za Ljudsko univerzo je to pomenil en prvi resnejši stik z lokalnim gospodarstvom. Iz te analize je potem išlo praktično vse. Išlo je lokalno partnerstvo za povečevanje zaposlovanja mladih, išla je Inkastra, izhajajo nenazadnje tudi naše štipendije za deficitarne poklice. V naši občini imamo letni program izobraževanja odraslih in znotraj katerega lahko ponudimo ustrezne vsebine za lokalno prebivalstvo. V Ajdovščini sem dobila občutek, da so se res posvetili vsakemu posamezniku in da za njih nismo bile samo številke. Projekt Moja pobuda je projekt participativnega proračuna na območju občine Ajdovščina. Z njim pravzaprav želimo dati posameznikom, občanom možnost, da predlagajo projekte, ki jih potem tudi izglasujejo sami in tiste izglasovane občinski svet uvrsti v proračun občine za prihodnja leta. Društvo Matija Vrtovec povezuje 3 krajevne skupnosti, tako da smo v eni od teh lahko prišli do svojih prostorov, kjer hranimo dokumentacijo, ki smo jo zbrali od Matija Vrtovca, in tudi istočasno imamo kot prostor za sestanke, za prireditve, za okrogle mize. Smo prejeli 101 pobudo. Med pobudami vsebinsko smo pa imeli zelo različne, od turističnih vodnikov, turistično-informacijskih tabel, kolesarskih stez, urejanja nekih manjših poti, urejanja pločnikov. Če so krajani zainteresirani in da dajo svoj glas za tako pobudo, potem se taka pobuda izvede. Samo če bomo sodelovali skupaj, bomo v naših ciljih uspešni, bomo cilje dosegali in na ta način razvijali našo družbo. Občina Ajdovščina je vsekakor lahko zgled marsikateri občini.